korakov, ki vodi hladne skeptike do navdušenih strank. Prvi korak je, da strateško načrtuješ svoje darilo. Drugi korak je, da izbereš najbolj primeren format, ki bo podprl oziroma najhitreje ponudil to rešitev, ki jo tudi obljubljaš. Tretji korak je, da darilo potem dejansko kreiraš. Četrti korak je potem, da pripraviš prijavno in pa zahvalno stran, ki jo lahko še dodatno izkoristiš. Peti korak je potem, da vse to, kar zapišeš, tudi v bistvu oblikuješ oziroma postaviš samoprodajno in pa zahvalno stran. Šesti korak je, da sestaviš sekvenco e-mail sporočil, ki potem naravno vodijo tega, ki je snel brezplačno darilo, tudi v nakup. In sedmi korak, zdaj ko imaš pripravljeno, je lansiranje tega tvojega novega darila. Osmi korak je potem, da diagnosticiraš, kje so mogoče kakšne šibke točke in kako jih odpraviti. In deveti, zadnji korak je optimizacija. Zdaj, če ne veš, o čem govorim, ali pa želiš bolj podrobno izvedeti o tem procesu, pa te vabim, da poslušaš današnji podcast, kjer sem bolj globoko šla tudi v to tematiko.